Nocojšnjega gosta, doktorja Boštjana M. Turka, smo v Brežice povabili ob izidu njegove knjige 12 zidov. Beseda bo potekla na temo Slovenija, zid do prihodnosti. Zdaj pa predajam besedo gospodu Turku. Vami, da lahko govorim, veliko malo bolj sem vesel, glede na temo, ki prihaja in ki zahteva, zelo resen razmislek. Po 70 letih, ki minevajo, odkar se je ta skupina, ki si v drugi svetovni vojni prilastila, oziroma na najbolj človeka obsojen vredni način prilastila oblast, 70 letov zdaj mineva in po teh 70 letih se lahko res vprašamo, zakaj človek še upa, zakaj še zaupa, zakaj ga še žene. Knjiga moja, ki prihaja zdaj iz tiskarne, še ni, ampak bo v 10-14 dnevi, ker je zelo obsežen material, je pravzaprav ta razmislek, kje je Slovenija v odnosu do preteklosti, kje je Slovenija v odnosu do sebe same, kaj je to, kot sem predstavil v tej uvodni študiji, v tej uvodni besedi, sem predstavil, sem rekel, da ta problem slovenske identitete ni toliko kriza ekonomije, kot je kriza morale. Ena globoka kriza morale. In sicer, če gremo nazaj v čas druge svetovne vojne, bomo videli, da je ena skupina, ki takoj, ko govorimo o komunistični partiji, ki je prevzela primat nad tako imenovano Osvobodilno fronto, počakali so, ko je bila domovina nekdanja Jugoslavija, pa tudi naša skupna domovina, Slovenija, takrat napadena so zaradi tega, ker jih je vezal pakt Hitler in Stalin, oziroma Molotov in Ribbentrop, so komunisti počakali, niso naredili nič. Oziroma naredili so to, da so ustanovili tako imenovano antiimperialistično fronto, v kateri so 26. aprila na dan napada, oziroma v času po napadu, oziroma 10 dni od kapitulacije stare jugoslovanske vojske, ugotovili, kdo je kriv za to vojno. In ugotovili so to, da so krivi za to vojno tisti, ki so se takrat edini upirali Nemcem z orožjem v roki in predstavljali najbolj resno vojaško silo v svetu. To so bili anglo-ameriški savezniki, leta 1941. Potem, ko je pa Hitler napadel Sovjetsko zvezo, kajti dva totalitarna sistema sta se med seboj spopadla. Slovenska zgodovina je tudi danes, jaz vam ne govorim na pamet, vam govorim iz nekega zelo globokega občutka. Če vam govorim v 26. aprilu, se vi spomnite 26. aprila letos, se spomnite, kako je naša politična elita, vsi, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, predsednik ustavnega sodišča, vsi, ki ljubljanski župani, vsi, ki v tej državi prištejejo, kako so se zbrali v Stožicah in to, kar so proslavljali, peli, pozali, in to je bilo identično temu, kar se je dogajalo 70 let nazaj. Slovenci smo ujetniki te svoje totalitarne preteklosti iz nekega čist posebnega razloga. Poglejte, potem napade Hitler, to sta tako imenovana dva odloka, tako imenovanega Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora iz septembra 1941, v katerih imate, bi rekel, 45-letno zgodovino do leta 90, ko je bil vsakdo v družbi, ki ni bil del tega partijskega establishmenta ali pa izročila, ali pa ki ni mislil s partijsko glavo, je bil odstranjen, je bil umaknen. Mi poznamo primerov, kot jih želite, kako se je to dogajalo. Zgod, črna knjiga komunizma, svetovna ima 700 strani, naša temna stran meseca jih ima 1000, tako debela, pa so samo nekateri primeri popisani. In ta vzorc, ki je seveda skregan v temelju s krščansko moralo, oziroma z 10 zapovedmi, je
tistih 10 zapovedi, teh oblastnikov, ki so se od leta 1941 sicer zamenjali, v veliki večini z izjemo Janeza Stanovnika, ki je takrat že nekaj pomenil, pa še danes nekaj pomenil, jih tudi ni več. Tragedija je pa ta, da je način delovanja, način razmišljanja ostal enak. Glejte, ko so inkriminirali predsednika nekdanje vlade Komisije proti korupciji, smo mi v Zbor za Republiko stopili skupaj najbolj eminentni pravni strokovnjaki te države, med njimi Lovro Šturm, med njimi Janez Jerovšek, med njimi celo Matevž Krivic. So ocenili, da ta odločba Komisije proti korupciji, da je nepravilna in da je postopanje Komisije proti korupciji nepravilna. Mi smo imeli tribune, v Ljubljani, recimo sem jaz vodil prvo tribuno Zbora za Republiko, je prišlo 1100 ljudi v dvorano, 1100 ljudi. In zdaj, samo zato, ker smo podvomili v to zadevo, v Komisijo za preprečevanje korupcije, nas kazensko preganjajo. Da si pa mi samo prikličite v spomin, nikomor ne bomo pustili, da se bo organiziral zunaj Osvobodilne fronte. Kdor se bo organiziral zunaj Osvobodilne fronte in partije, tega bomo pa kaznovali. Brez zaslišanja, brez priziva, brez obrambe, tajno in to izvršili. In če se poglobite v proces Patria na neznanem kraju, neznanega časa in to je prejel neznano obljubo nagrade. Neznane nagrade. Lahko so mu obljubili 10 evrov, lahko so mu obljubili 100 evrov, lahko so mu obljubili 100 000 evrov, lahko so mu obljubili 100 milijonov. Ampak v 10 evrov 100 milijonov je zelo velika razlika in dolga pot. Ampak mi sodimo, brez možnosti priziva, brez možnosti obrambe, sodimo po naši logiki, sodimo vsakmu, ki se bo upal in se bo dovolj upreti. In zato imajo ti odloki, so pa v temeljnem nasprotju z logiko človeške morale. Človeška morala ljudje med seboj lahko živimo, zato, ker obstajajo med nami pravila. Ne ubijaj, ne kradi, ne pričaj pokrivam, ne laži, ne pričaj pokrivam, ne želi bližnjega blaga. In to, kar so komunisti naredili po leta 1945, je vse to skregano s tem. Ne ubijaj. Zdaj, župnik Turinek sta bila v Dobovi, sem rekel, ne, kaj pa je? Ja, tam je pa ker jih 10 000 leži. Vse, da so jih odkrili, zdaj, za tlak so jih odkrili 150 in z tega sploh ne moramo popisati, koliko grobišč tega. Ne ubijaj, ne kradi. Prišli so in so vse pokradili. Najprej so pokradili, sem se s tem ogromno ukvarjal in 12 razredov tudi piše. Najprej so pokradili tisti, ki so jih pobili in sploh pokradili slike, umetniške. In približno 1600 najbolj visoko umetniških slik slovenske tradicije, Jakopičev, Jan, Strnenov, vsega tega so zbrali v tako imenovanih zvezdnih federalnih centrih in si potem razdelili med sabo. Tukaj, da bi se rekel, gospa, vi dobite enega Strnena, vi tam, kolega zadnji vrsti, dobite enega Jakopiča, a ne, ki ste na zadnjem mitingu dobro, vi dobite en to in tako naprej. Pa ne samo slike, umetnine, zlato, vse to, ne kradi, ne ubijaj, ne pričaj pokrivam. Samo pogledajte sodne procese. Mojega deda, recimo, so sodili leta 1945. Ne pričaj pokrivam, Potem je vse to, osamosvojitve so vsi ti procesi padli, so se to razveljavili. In tak sistem, ki se v temelju zoperstavlja logiki medčloveških odnosov, ki so v celoti povzeti v 10 božjih zapovedih, ne more obstati.
Tudi konec koncev, ker smo pač socialna globalni ekonom in to, ker smo pač verni katoliški, ne more obstati sistem, ki v 2 dnevih razglasi, da Boga ni več, tega ni več, imamo pa novega Boga, temu je pa Tito ime. To je pa zdaj od 9. maja 45 pa to nov Bog. Tak sistem ne more obstati. Ali pa recimo Albanija, ki se je pač v ustavi opredelila kot ateistično državo, češ da so oni pokazali, da Boga ni. Nihče ni še dokazal, da Bog je ali pa da Bog ni, ker to človekov pamet presega. In vse to je v zgodovini zadnjih 70 let slovenskega naroda tako globoko zakorenjeno. Mi smo mislili, da leta 90, da bo en premik, pa ni bil. Dobili smo svojo državo, ampak svojo državo smo dobili zakaj? Zato, ker je to idejo forsiral do konca tisti, s katerim se je komunizem res najbolj grdo poigral v Sloveniji, to je bil Jože Pučnik. Berite mi njegove spomine, 6 let v Mariboru, fant star 25 let, zaprt samici. Takrat je bila neka Franska, je bila tožilka Strmole Hlastec, mislim, da je bila to. Ona se je posebej zauzemala za to, v času stare Jugoslavije so bili politični zaporniki drugače obravnavani kot kriminalci. So imeli privilegije. Medtem ko Franska Strmole Hlastec se je pa posebej zauzemala za to, da so enako obravnavani. Jože Pučnik je preživljal zimske dneve v neogreti celici, mrzli, tepli so ga, ni dobil za jest 6 let. No, potem so ga spustili in potem so ga spet zaprli. Za leto pa pol. Potem so ga spustili in kaj bi naredili. Človek je človek živi s prepričanja, ne moreš tega skriti. Vedel, če bi napisal spet nekaj, bi ga spet zaprli. Kakšno življenje pa ima, kakšen smisel pa ima življenje človeka, ki do 35 leta preživi 10 let v zaporu in to čisto po krivici. Ampak ta sistem, še en primer povedal, je bil tako sprevržen in tako nadut in tako poln same sebe, da je predpostavljal, da bo sodnik sam sodil človeka po njegovem prepričanju in dodal najstrožjo kazen. Disident Viktor Blažič, to mi vam ne pove veliko, to je bil eden od 2 političnih zapornikov leta 1977, bil je svetovno znan primer. Je sedel ne zato, ker je dobil 2 leti zapora, ne zato, ker bi nekaj objavil, ampak ker je nekaj napisal. Napisal je razmišljanje, ki se zdi v primerjavi s tem, kar jaz zdaj vam govorim, popolnoma nedolžno razmišljanje, kakšne so perspektive, bi rekel, partijskega vodenja Jugoslavije in Slovenije. Sploh je bilo objavljeno, da so ga zaprli. Ampak če je France Miklavčič dobil 6 let, je dobil za isto stvar. Je dobil Viktor Blažič 2 leti. Zakaj? Zato, ker je njegova mama, neuka kmečka žena, prišla prosit sodnika, ne zaprejo od sina, ker je nedolžen. In sodnik je tako ravnal. Ampak to je bila zadnja sodba, ki jo je izrekel. Je bil kaznovan. So ga spokali na pošto in je delal manj vredno delo. Ni več upravljal svojega sodniškega poklica. Zato, ker ni razumel, da mi komunisti sodimo, tako kot nam to odgovarja. Imamo sodišča, bramba, zaslišanja in ne rabimo. Zdaj se človek kriv tako rejo, dobro.
Ne rabimo, ne? Mi vidite, moja knjiga 12 zidov je kronika, v bistvu gre za predelane članke v različne enote, 6 enot, 12 zidov. Ideja je pa naslednja. Ideja je tale, da najbolj grozljivo odkritje, ki smo ga lahko videli v zadnjih letih, je Huda jama. Jaz sem govoril z ljudmi, jaz noter nisem bil, ker ne moš noter, ampak govoril sem pa z ljudmi, ki so noter bili. In te nesrečnike so zazidali žive za 11 zidov. 11 zidov. Da bi kdo ven ne prišel. Zazidali so otroke, ženske, moške, starce. Grozljiv prizor, na fotografija. Imate desetine šopov, desetine lobanj, oziroma z lasmi, ženskimi, ki so speti v čopu, mladih deklet. In v kosti, ne. In to je taka, bi rekel, temeljni motiv. Sem rekel, 12. zid pa še vedno obstaja, ne, ker to je politična kronika od leta 2006 do 2012, ne, 6 let, 12 poglavij, končuje se pač v letu 2013. Ampak 12. zid je pa najhujši. Je pa ta zid, ki je v glavah, in je ta zid, ki se je vzpostavil, ga je imenoval Churchill, železna zavesa, ne? In ki je v Sloveniji najmočnejši zid. Noben avtocestni viadukt, noben okop železobetonski termonuklearne elektrarne Krško ni približno podoben moči tega zida, 12. zida, ki je tukaj v Sloveniji. Drugačno ne more biti. Kdor pozna, recimo Ljubljano, središče Ljubljane, bo opazil nekaj zelo nenavadnega. Mi imamo parlament. To je pač temeljno zakonodajno telo. To je telo, ki je sprejelo osamosvojitvene akte, ki jih je izvedlo, tako. Imamo parlament. Ob parlamentu desno imamo grobnico narodnih herojev. Čez cesto imamo spomenik revolucije, ob spomeniku revolucije imamo spomenik Edvardu Kardelju, ideologu revolucije. 20-30 metrov stran na tako imenovanem Evropskem parku, Evropskih ploščadi, imamo spomenik Borisu Kidriču, predsedniku vlade, ki je to revolucijo izpeljala. Levo od parlamenta, na križišču Šubičeve in Slovenske, imamo spomenik Francu Rozmanu Staneku, poveljniku tako imenovane partizanske vojske, ki je to revolucijo izvedel, oziroma izvedel. Dosem vse lepo pa prav, ampak če je to parlament in so ti spomeniki tako okrog, imamo nasprot parlamenta Novo Ljubljansko banko. Novo Ljubljansko banko je postavil Niko Kavčič. Niko Kavčič je bil šef Ozne za Gorenjsko. Je človek, ki je imel dokazano krvave roke. Dokazano, ker jih nisi kot šef Ozne organizacije, tako imenovane zaščito naroda, ki je izvajala vse te likvidacije, jih nisi mogel ne imeti. To je tako, kot ne moreš z avtomobilom brez goriva prijeti iz Ljubljane v Brežice in nazaj. To pač preprosto ne gre. In moja knjiga govori o tej skrivnosti, kako so komunisti vedno povezovali ideologijo s politično močjo, parlament z denarjem Nova Ljubljanska banka. Parlament, spomeniki, grobnica herojev, vse to bilo postavljeno v 50-ih, 60-ih letih, 75 let spomenik revoluciji, Nova Ljubljanska banka bila postavljena že. In do 12. zidov je to spoznanje, da se v Sloveniji ni nič premaknilo. Slovenija je poznala nek zagon.
Mi vsi vemo, da najbolje tako, na prvi ulici je živelo tam 2,6, prebral v časopisu, da rekordna vrednost stanovanj in trgovanja z nepremičninami, in to je bila v drugi polovici leta 2007. Ampak drugače so vedno živeli na račun davkoplačevalcev. Te banke, to so vsote, ki so nepredstavljive. Leta 92 in 93 smo šli krščanski demokrati v koalicijo Trnovškom, da so ga pokrili kot figov list. Smo imeli, tako, če se spomnite, smo imeli tako imenovano sanacijo, agencijo za sanacijo bank. In smo imeli sanacijo bank. To ni nič drugega kot sanacija bank, da so v proračunu predvideli toliko in toliko milijard, zato da bojo te banke, ki so se dolgove naredile, poplačali. Vam povem en primer za Novo Ljubljansko banko. V Sloveniji obstaja, pa ime sem pozabil, en najbogatejših Slovencev na Štajerskem. Ne, neki mislim na nemški primek. In on je dobil od Nove Ljubljanske banke kredit za 9 milijonov evrov. Če se lahko predstavite, kaj je 9 milijonov evrov. Kredit za 9 milijonov evrov je dobil, nepovraten, zato, ker je zastavil eno Rembrandtovo platno. Ampak se ne ve točno kjero. Zdaj pa vi meni povejte, Rembrandtova platna visijo v Ermitažu, v Alte Pinakothek na Münchnu, v Louvru, skratka, Rembrandtovih platen je recimo, ne vem, končno mnogo, recimo mogoče je nekaj 10, ampak seveda za vsako od Rembrandtovih platen se natančno ve, kje je. In natančno se ve, da nobeno Rembrandtovo platno ni v Sloveniji. Lahko pa človek naredi ponaredek Rembrandtovega platna. In potem bančni uslužbenec na ponaredek, vejte, Rembrandtovo platno, v 21. stoletja varianta, takole je, Rembrandt, odobri 9 milijonov evrov na to poroštvo Rembrandtovega platna in jih pokaže na transakcijski račun lastnika Rembrandtovega platna. Eni so zastavljali pol škorne, drugi čevlje, tretji umaro in to, In potem, če to tako počneš, ta banka seveda more propast, Ker za ponarejene Rembrandta ne boš dobil 9 milijonov evrov, Mogoče še za pravega, za ponarejenega pa zagotovo ne. En je zastavil celo cestni tunel, nekje, ki sploh njegov ni bil tako, Ampak potem se to pobere ven, denar, Potem mora nekdo ta denar dati nazaj, In ta nekdo ste vi, Pa jaz, Pa vaši otroci, Pa vaši vnuki, Pa vnuki, ki sploh še ni. Zakaj? Vsi mislimo, da zadolževanje to nas nič ne briga. To bo že kako. To ni res, Jugoslavija je bila ob propadu, vsi vemo, da je propadla, vsi imamo spominju Jugoslavija, Ranka Titova je bila zadolžena do konca. In ta zadolženost do konca je bila 20 milijard dolarjev, to je strašen znesek. Ampak, kaj mislite, da so teh 20 milijard dolarjev nam oprostili? Ne. Slovenija je v okviru tako imenovanega Pariškega kluba morala podpisati svoj delež, ki je bil premo sorazmeren velikosti republike, prebivalstvu in deleži v gospodarstvu in tako. To so po pogajanjih o sukcesiji SFRJ potem v Parizu dorekli, smo podpisali in plačujemo. Nekdo recimo, ki star 30 let, 25 let, pa v službi, pa plačuje nekaj za neko državo, ki sploh rojen ni bil, se ta dolg je malo, In pa sta Jugoslavija je bila zadolžena 20 milijard dolarjev. Danes je 20 milijard dolarjev približno 15 milijard evrov. Cela Jugoslavija. Slovenija je v tem trenutku zadolžena, ker v podelku že bolj, bo že več. V tem trenutku je Slovenija, ki je 10-krat manjša od Jugoslavije, ki ima
2 milijona ljudi, Jugoslavija je imela 20 milijonov, ne? Da so prepevali od Vardara pa do Triglava, ne? To je kar precejšna pot, ne? Danes lahko prepevaš od Triglava pa recimo do ne vem, Jadrana, ne? To je majhna pot, ne? Ima 19 milijard evrov dolgov. Samo za saniranje obresti na te dolgove bomo 1.1.2014 dali 900 ali 1 milijardo, to je 15% proračuna. Da bomo samo obresti plačevali. In Alenka Bratušek je prišla, zdaj, edino, kar govori, je to, da bomo naredili vtis pred svetom, da se bomo lahko še zadolžili. Ampak te dolgove bo nekdo odplačal. Odplačevali bo tudi še nerojeni. Ampak seveda, ker imamo take medije, ne, tega razen teh alternativnih medijev, tega nihče ne razkrinka, ker je vse usmerjeno v to, da ljudje ostajajo nepravilno obveščeni, kajti samo nepravilno obveščen človek ne more pravilno ukrepati. Če smo leta 2008 pa 2009 še dajali za odplačilo dolgov 250 milijonov, smo v 4 letih to povečali 4-krat. Ob tem smo hkrati izgubili 100.000 delovnih mest v gospodarstvu. Ne? In zdaj se čudimo, kam smo prišli. Ampak, če grem nazaj, tako kot je bila partija ideološko povezana z bančništvom in z gospodarstvom, tako je tudi danes temu enako. Slovenija ima ogromen, ima neverjetno velik delež državnih podjetij, ki se niso privatizirali. Državna podjetja so pač lovišče za politiko, potem državnih podjetij gredo oglasi in komande v medije, ki živijo od glasov, in potem se ustvarja podoba, da je črno-belo, belo-črno, dan noč in noč dan. Ljudem, ki v zakulisju kot nekdaj obvladujejo to državo, smo tleli, namesto mene bi moral sedeti Milan Kučanov, bi o tem lahko pravil 24 ur, če bi to fizično zdržal toliko ve, ne? Kaj je to iz zakulisja obvladovati, postavljati forum, svoje ljudi, medije, to, a ne? In uničevati vsakogar, ki želi iz Slovenije narediti neko normalno državo. Črno je belo in belo je črno. Vi se najverjetneje spominjate Katarine Kresal, a ne? Ki je ves čas se pravzaprav čudila, kako da lahko njej pa njenemu partnerju v Senici karkoli sploh očitajo. Se ona je najbolj poštena. Ona je popolna nedolžnost. Tako rekoč, da bi jo lahko izvozili v Lourdes. Pa se to še ni zgodilo, ne? Črno je belo in belo je črno, ne? Tisti, ki pa niso nič naredili, ne? In ne morejo nič konkretnega očitati, ampak niti nič konkretnega očitati, tiste pa potem po medijih namakajo in kradejo dobro ime in jih ponižujejo in jih psihično in fizično uničujejo. Potem pa mi denar investiramo v izplačila kmetom za subvencije. Vse je v redu. Edini problem so obrtniki, pa neoliberalci, pa ne vem, vsaki, ki v ta proračun nekaj prinaša. To bomo še zrihtali, to bomo popucali. Se bo vse crknalo. Polovica Štajercev in to že dela v Avstriji. So davčni rezidenti v Avstriji celo. Plačujejo v njihov proračun.
A se to kdaj najde na prva novica? Ne. To je tako omenjeno, ker tega pa žurnirati ne morejo, ne? Ker dela 10-20 tisoč ljudi dnevne migracije prek Murje. Ne? Ampak to tako omenijo, kot padla je vrednost, recimo, pivovarne Laško. Ne? Prva novica je pa recimo, ne vem, Janez Janša je posloval je zamenjal banko, šel je z Volksbank na Unicredit in je že kriv. In to je imel nekoga, ki je mu kot bančni posrednik oziroma osebni bančnik to vodenje, to so logično krivne. Ne? Ali pa recimo, zakaj je benzin v Avstriji cenejši, zakaj je Hofer v Avstriji cenejši kot pri nas. Ne? Vidite, dokler ne bomo na ta vprašanja odgovorili, se nam zelo, zelo, zelo slabo piše. To se nam slabo piše, da kot narod ne bomo preživeli. Kot narod lahko preživimo samo, če imamo, tako kot sem rekel, neko zavest o času in svetu, v katerem živimo. Ta zavest zaradi razmer v Sloveniji mora biti kritična. Danes je tisti, ki se javno navdušuje nad stanjem v državi, bodisi blefer, takih je ogromno, žal je takih največ na Gregorčičevi, tam, kjer sedež vlade v Sloveniji, bodisi je trčen. In drugo, vsaka država lahko živi in se razvija samo, če jo državljani vzamejo za svojo, imajo radi in so pripravljeni za njo nekaj narediti. To, kar je bilo recimo v Slovencih konec 80-ih let, začetek 90-ih let. Ampak nam vsi ubijajo, vsi mediji, šolski sistem, vse nam ubija v glavo, da je to, da si ti ponosen na svojo državo, da imaš Slovenijo rad, da jo spoštuješ, da izobešaš zastave v državnih praznikih. Vse nam ubija v glavo, da je to narobe. Lansko leto smo celo prišli do točke, ko so vstajniki vihteli več zastav z rdečo zvezdo in partijskih zastav, kot zastav sodobne Slovenije, njihove domovine. Predstavljate si, da zunaj košarkaških in takih tekem, človek zastavo dal na avto, pa kdo vpraša, zakaj pa ti zdaj zastavo se zato, ker imam svojo državo rad. Zato, ker mi biti Slovenec, živeti v samosvojeni Sloveniji, v Evropski uniji nekaj pomeni. Te pa imeli zatrčenega. Mi živimo v neki večstanovanjski hiši v Ljubljani in za praznike izobešamo zastave, a pa to počnemo samo mi. Od naših sostanovalcev nima nobene potrebe izobešati zastave. Zato, ker jih mediji vsi ves čas vzgajajo v tem, da so narodno zavedni občutki nekaj slabega. Nasprotno, nekaj dobrega pa je širiti propagando o državi in domovini, tako imenovani, ki je sploh ni več. Tako imenovana jugonostalgija. In ta sistem je peklenski. Recimo, nagrajujo se romani Goran Vojnović, Čefurji, Raus in Jugoslavija, dobijo Kresnika. Pa jaz vam povem to kot univerzitetni profesor francoske književnosti ali pa književnosti, da Čefurji, Raus prvič sploh niso romani. Niso zato, ker pač ne izpolnjujejo temeljnih pogojev za roman.
To je približno tako, kot da bi nekdo bila tekma starodobnikov, pa se nekdo s sodobnim Porschejem pripeljal, ne, in bi zmagal, ne. Ne bi zmagal, ker bi rekel, to ni starodobnik, ne. Vi tekmujte v svoji kategoriji, ne v kategoriji starodobnikov. Ampak seveda, vse institucije, ne, sklonijo glavo, kajti prišlo je povelje, da je Gorana Vojnovića treba lansirati, a ne zato, ker govori, ker je to in, ker je to moderno, ker se lahko govori o jugonostalgiji, o vseh teh zadevah, ne sme se pa govoriti o osamosvojeni Sloveniji. In zdaj šel Goran Vojnović en korak naprej in je napisal spet v navednicah roman, ki to ni, predvsem pa Vojnovićev pisanje, vam jaz povem, brez vsake literarne kvalitete. No, če hočete, citiram po spominu, ajde odjebi onaj, če fur tam v žnel ligi igra, pa dobil gol. Zame to ni nič. Ne? In ta drugi je pa celo slavi vojnega zločinca, enega od vojnih zločincev na področju bivše Jugoslavije v balkanskih vojnah. V tem se vsi literarni zgodovinarji poklonijo velikemu geniju, se pravi, sem šel pa zgledati, Vojnovića, ne? Kakšno veliko pero je to. Pa približno Vojnović toliko pojma o literaturi po pisanju romanov, kot imam jaz recimo o jedrski fiziki. Nič, ali pa neko bazično znanje, da je atom, ki se ga razbija. Ampak vsa ta, to je 12 mentalnih zidov, 12 mentalni zid. Ne? Vsa ta, bi rekel, navlaka, ker to je navlaka, te države ni več, Tita ne bo nikoli več, hvala Bogu. Ta država je bila slaba, v tej državi smo bili Slovenci izkoriščani, nismo imeli elementarnih pravic, na koncu so nam manjkale še vse temeljne življenjske potrebščine, kupovali smo, tako da smo se poniževali na Ponte Rosu. Ta država Slovencem ni dala nič. Ogromno jim je odvzela. Odvzela jim je Trst, Gorico, odvzela jim je Koroško. Oboje bi dobili, če ne bi komunisti leta 45-46 tropotali na teh mirovnih konferencah in se šli s salonsko revolucijo in so se zavezniki bali spustiti revolucijo v Trst in v Celovec. Tudi moja knjiga, boste videli, če to bo predvsem zamolčana zadeva. Ker če greš ti v konflikt, če ti nekoga žališ in ponižeš, recimo kot mene, kot avtorja, potem ti med ljudmi že širiš idejo o tem, da nekaj obstaja, kar se splača prebrati, glede to drago tudi ne bo. Knjiga mislim, da bo 29 €, ampak ima pa 800 strani. Ne? Boste videli, bo popolnoma zamolčana, kako se bom uspel prebiti v družino, v Reporter, v Demokracijo in to, ja. Ampak drugačna knjiga bo popolnoma zamolčana. Zato, ker to je tisto, kar se ne sme povedati. Kajti, če bi se to povedali, jaz sem bil recimo 5 let, 4 leta nazaj ogromno na nacionalni televiziji, pa na Pop TV-ju. A potem sem počas pogruntar, da to, kar jaz govorim, je tisto, kar ljudje ne smejo slišati. Ne, zdaj sem pa nič, ampak jaz se nič sekiram, zato ker temeljni odnos, ki ga mora človek vzpostaviti do tega, do vsakodnevnih zlorab in laži, ki se dogajajo, do tega, da nas vsakodnevno kradejo, je neko visoko zavest, vsak od nas mora to storiti zase. O svoji več vrednosti
če ni del tega barabinskega mafijskega sistema. Pa če tudi ga ne priznajo, ga ne častijo, mu ne natikajo na odlikovanj, medalj, častnega meščanstva Ljubljane in tega, ampak ne, zaradi tega je več vreden. Ne, jaz bi rekel tako, če bi želel nekoga, nekdanji predsednik Danilo Türk, ta je bolj znosen, ki je sedaj, odlikovati, bi to za normalnega človeka ne bilo odlikovanje. Za človeka, ki nekaj da nas in ki razume stvari, bilo to globoko ponižanje. Da se je pustil nekomu takemu odlikovati. No, oni to tudi seveda dobro vedo, zato to ne odlikujejo. Jože Pučnik, ki mu dolgujemo državo, je moral umreti, počakati 3 leta, da je dobil neko 3. razredno odlikovanje. Ampak moral je izpolniti 2 pogoja. Umreti, da ga ni dobil za živega, in počakati 3 leta, da je bilo jasno, da ga ne bo več nazaj. Pa mu dolgujemo državo, temu njegovemu pogumu v letu 90, ko se je videl, da Jugoslavija ne bo obdržala skupaj, da je forsiral plebiscit, da je forsiral, ne, vodil demos v tej smeri, ne, ampak je moral umreti in še so počakali 3 leta za vsak slučaj. Medtem, ko recimo Ljubo Bavcon, kot piše v knjigi, ki je bil viden v Šentvidu leta 1945, v taborišču, po pričevanju ljudi, ki se jih je dotikal, to uničevano taborišče. On je dobil pa 2 leti po osamosvojitvi, čeprav nič naredil za osamosvojitev, najvišje državno odlikovanje, zlati častni znak svobode. In z njimi seveda, do Janeza Stanovnika, ki je vsake 2 let častni meščan Ljubljane, ki ima svojo vilo, ki je dobil od ljudi, ki so ljudje plačali, zdaj jo za 500 000 evrov prodaja, tega tudi v medijih ne boste slišali, in tako naprej. To je teh grozljivih 12 zidov, ki ležijo nad nami.